don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes. Lep pozdrav iz Kalifornije. Tole, kar vidiš zadaj, je Santa Monica Pier. Zakaj pa sem tukaj v Kaliforniji? Zato, ker me je Continental povabil na en off the hook, dol s kljuke po slovensko, road trip. Ko mi čakam, da se začne, ogromnih stvari se bo zgodil, zakon bo. Road trip, dan številka 1. V tem trenutku smo s tole pošastjo za mano, to je Escalade, pa nenavaden Escalade, unke XL. A veš, kaj navaden ni dost velik? Zato, ker Amerika. Če te zanima, koliko je ta avto ogromen, ti povedal sam tok. Širok je tok, kaj je dolg in smart. To sem se zdaj zlagal, ampak kaj ga vidiš v živo, ta maska. Koliko je dolg zares? Jale, pejmo iz enega konca do drugega, pa bomo zmerili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metrov. Pa valjda se voz na 22-kah. Stari, le to, gumo imam do lulčka. Smo na poti v BMW Performance Center. BMW Performance Center. Tako bi mogel reči, ne? Če se sliši hudo, je to zato, ker je. Zakaj gremo tja? Prvič zato, ker bi se radi fajn imeli, pa hitro peljali in to na dirkališču. Drugič pa zato, ker ima ta BMW Performance Center en tak lušten deal s Continentalom. Pa preden gremo naprej, še ena stvar, pa me zanima, če se bo Anže strinjal. Vedno, ko sem v Ameriki, mi je všeč, da takrat, ko se sam za sekundo ustaviš, pa napneš ušesa, tam nekje delaš zadnji slišiš V8, se strinjaš? Se bom strinjal, ja. Zakaj vam misliš, da sem prej stal tam v cesti? Res? A vidiš? Tle bo še enega. Vsi smo isti, stari. Še bolj gde si ti? Zdaj smo pa že sred puščave, 2 uri jugovzhodno od LA. Sam si Jack, ne, da rečeš, ej, jaz bomo svoj performance center sred puščave in tisti, ki imajo vožnjo res radi, bojo prišli sem. Pa ne samo, da se bojo imeli fajn, še kaj se bojo naučili. Zakaj nas je Continental sem pripeljal? Zato, ker so prav oni, uraden upremljevalc vseh teh BMW-jev, ki jih vidiš za mano, vseh skupaj, jih je več kot 150. Če vprašaš mene, je to za nekoga, ki je BMW M fan, sanska dežela. Daj sam pogled recimo tegale, ta je njihov official BMW Performance Driving School auto. A veš, rumene šipce? A veš, zakaj so te šipce rumene? Kako ne veš, no, če si M-lover boy? Rumena šipca je pravzaprav poklon BMW-jevi dirkaški zgodovini. V Le Mansu, se spomniš? Tam so imeli recimo rumene lučke. Tale farjočna, črne feltne, rumene žlajfe, as good as it gets. A je bil noter? Ja. Yeah, pretty much perfect. We like to start each day with, and each session, with a bit of an introduction of kind of who we are. So over the course of the day, you can have some confidence in what we're telling you. You'll know that when we say break, 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 we're not saying great, great, great. Badass inštruktori so. Mislim, ko so začeli razlagati malo svoje reference, zakaj so oni tukaj, kakšna je njihova zgodovina, pretežno, pravzaprav izključno dirkaška, rečeš sam, aha, ok, bom poslušal. Ok, ta prva stvar, s katero nas bojo soočili, je zaviranje v sili, pa med tem, ko zaviraš v sili, moraš biti valjda sposoben tudi kaj narediti. Ne sam bremzati, pa gledati naprej, kdaj boš kam počel. Včasih lahko bremzaš. A veš, včasih lahko bremzaš v A veš, včasih, ko bremzaš v sili, je pa treba še kaj narediti, recimo izogniti se oviri, in to bomo delali na prvi vaji. Je pa hecen, ne, dostkrat rečemo, v Ameriki je vse malo drugače, tudi pri imenih gum je tako. A veš, tele BMW-ji se vozijo na gumah, ki jim v Evropi pravijo Continental Sport Contact 6, ampak tukaj se imenujejo pa drugače. Vidiš, tukaj je pa Continental Extreme Contact. Zdaj, če malo poenostavim, ti dve gumi, tista, ki je v Evropi, pa ta sta dvojčici, ampak nista čist isti. Recimo, ameriška ima majčkeno globlje utore, zato ker so Američani malo bolj počeni na ta tire wear, pa imajo radi gume z debelejšimi utorji, ampak all in all si pa zelo podobni. Stvar, ki se pa jaz daleč najbolj veselim, je pa time attack. Zato ker na time attacku se pa pravzaprav soočaš ne samo s svojimi strahovi, ampak tudi s svojimi neposrednimi konkurenti. Saj sem že dostkrat povedal, da novinarji radi tekmujemo en proti drugemu in če kdaj je danes konkurenca res huda. Ne samo, da je tukaj Anžej Rep z volana, še par drugih avtomobilskih novinarjev je, če izpostavim lahko enega, recimo Juraj Šebal, on kar hitro volan vrti. Hrvat, tudi reli voz, dosti uspešno, državen prvak parkrat.
pa bodi hitrejši od njega. Posedli so nas v M3, jaz pa že sva zbrala točen tole, na vrsti je pa skip pad. A veš, kaj je to? A veš, pri skip padu si pa vožil samo v krogu. Kar se sliši dosti dolgočasno, sam dokler ne ugotoviš, da je ta krog tak poliran beton. The face the sea. V bistvu bomo probali voziti po šrek. Kako lepo lepota! Malo sem že pozabil. The cement is segmented, and as we travel over that segment, you will feel the bumps. When the car begins to slide, that sensation of bumpiness will vanish immediately. So you will feel the car sliding. You'll feel the pavement feel like glass, and that bump will vanish. All right. You'll suddenly feel a lack of resistance in the steering angle. Power, quick hands. Yes, that is it. Now you have complete control over the car. Yes. Now more power, more angle, less power, less angle. Je pa tale skid pad, čeprav na prvi pogled sploh ne zgleda, full tricky. Ker na eni strani se peleš malo navzgor, pa je lažje zadriftati, ampak pol, ko priješ pa na spodnji del, pa ne samo da dol visi, še beton so malo preveč spolirali, pa samo da pogledaš na robe tist gas tam spodaj pri desni nogi, se že obrneš. And as we graduate out wide, it gets tackier. So it allows us to give the car more power. Too much. Ooh, got greedy. Yeah, I know. Yeah, exactly. That's right. Ne samo, da se naučiš avto kontrolirati na meji, pa mogoče tudi malo čez njo, naučiš se hitro reagirati. Hitre reakcije, če jih obvladaš, pa ne samo, da so ključne tam v resničnem svetu, na ta pravi cesti, lahko ti rešijo življenje. No, pa se pa v avto usede 11-kratni prvak Hrvaške Aureliju, pa vidiš, koliko je ura, ne? Lega, Šebal. Poezija v gibanju. Ampak pri zelo nizkih obratih. Veliko občutka rabiš za to. Veliko občutka. Jura, reč dober dan. Pozdravljeni. Kako ste? Čekaj, znaš šta radim sada? Šta? Dižem ti gledanost. No tako, zdaj pa preden se začne ta prav time attack, so nam rekli, a greste en rat race? Pa mi, kaj pa je rat race? Pa so nas poslali sem nazaj na skid pad, dirka je pa čist preprosta, dirka v krogu, en začne pri velikem rdečem stožcu, en pa tam zadaj pri zelenem, takole se postavita in pa morata 3 kroge narediti. In po 3 krogih se vidi, kdo je pač hitrejši. Zaenkrat sem 2 dirki odpeljal, mislim, da sem... Jesi preći, bravo. Hvala. Mogu ja iz kadra, mogu sad van? Ajde, možeš sad. Doviđenja. A se spomniš, kje smo to imeli? A se spomniš, kad nas je Opel povabil na zimsko vožnjo Avtomatal, a veš, kdo je takrat zmagal? Sem tako, sem vprašal, če se spomniš. No tako, dan se počas zaključuje, vidiš, kako nizko je že sonček, dobili smo uradne rezultate tistega rat racea, zmagal je en Komotar in zato dobil podgano. No pa se je pa končno zgodil tisti time attack, kjer je bil moj prvi cilj, ne se preveč usramotiti in pelati razmeroma hiter. V bistvu je bil moj cilj. Pravzaprav sem hotel premagati Šebalja. Šebalja sem premagal v rat raceu, ampak to še nič ne pomeni, ker še vedno imamo Jereba. Jereb je likar pušno. To. 25, 4, 2, 3. Wow! To videli! Bravo. Fastest time. 25, 5, 2, 3. Hvala, stari. Na koncu so prišli noter uradni časi, pa so mi dali tole v roke. Vidiš, kaj piše? Drugač pa brez heca, super dan. BMW, vam čestitke, da ste sred puščave ustvarili dirkaško oazo, vrhunsko osebje, vrhunska pista, vrhunski center, predvsem pa vrhunska organizacija strani Continentala. Ko so organizirali ta road trip, so nas pripeljali sem in pokazali, zakaj tudi gre pri hitri vožnji. A zakaj gre? Ja, za uživanje, zakaj? Fajn smo se imeli? Orang, fajn smo se imeli. A kako bom zaključil dan, te zanima? Ja, valjda grem na NBA tekmo. Se kar veselim. Dober zaključek še hujšega dneva. All right, ready? Yeah. Off we go.
Hvala.